Joj, zdaj si tole nekako težko predstavljam, ne. Ampak jaz si predstavljam tako kot zdaj. Najbrž bo pa še kaj šlo vse naprej, da itak ne morem vedeti. Saj že zdaj komaj obvladam, posebno če so kakšne nove aplikacije, pa to mi gre kar to težko. Definitivno bo vse digitalno, dvom, da bo pač potreba potem, da imamo mobilni denar, pa da imamo kovance. Pač, ker že zdaj je to, da večina ljudi rada plačujejo s bančno kartico. Sem jo pač lažje, da bom pač vsi lahko s telefonom lahko plačali pa to. Podobno kot zdaj, se pravi ali s kartico in mogoče s telefonom. Videl sem že, da nekateri plačujejo tudi z uro, imajo gor te aplikacije, mogoče z uro 80%. Ja, seveda bi. Če bi bilo tudi bolj enostaven. Hitrejše, boljše, pa bolj enostavno. Ker za nas starejše je to dosti težko. Za mlajše verjetno vseeno. Nekateri pa nočejo, recimo moj sin je bistveno mlajši, pa noče, ker pravi, da lahko pride do vdora v podatke. Ne vem, če bi, bilo boljše, da bi pač ostal varen pa ostal pri svoji banki, a ne. Ne, pred tem bi se res 100% pozanimal, sicer pa kakšnih občutljivih podatkov ne bi dali nikomu. Ja, moram reči, da zdaj mi je to kar prav, da je udobno, da to vse od doma delam. Prej sem hodila v banko, sigurno je bilo to bolj varno. Zdaj pa pač zaradi tega, da je enostavno na hitro to narediti. Pa se nič ne obremenjujem, a je varno ali ni. Bo, kakor bo. Bolj bi rekel varnost konec koncev, ker pač kaj je point denarja, če ti ga itak vzamejo na koncu, če bi se kaj s tem zgodilo, tako da bolj varnost definitivno. Varnost. Na prvem mestu. Žalost ne. Nič si ne predstavljam. Nisem še slišal, samo mogoče, da pač lahko, ne vem, račune na večjih bankah različnih, ali kaj takega, ne vem. Nisem še slišal za ta pojem, tako da ne vem. Slišal sem, ne vem točno, zakaj gremo. Po moje je tako, da nisi vezan izključno na svojo banko, ampak da lahko tudi prek drugih bank plačuješ oziroma koristiš storitve bank, tudi pri katerih nisi komitent.